Ojla, sem Katica, članica Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju in danes se bomo v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom ob dnevu biosfernega območja Julijske Alpe sprehodili po biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. Njihovo kulinariko bomo predstavili z dvema jedema oziroma dva aduta smo dobili od njih. Račko, mi bomo uporabili račja prsa, ki jih bomo spekli in zraven dodali polnjen krompir in pa seveda nepogrešljiva in upam, da vsem znana, če ne zdajle pa kasneje, kozjanska jabolka, in s katerih bomo naredili štrudel. Najprej se bomo lotili priloge k naši rački. Skuhala sem že prej krompir, vzamem kuhan krompir, tak malo večji, ga prerežemo. Potem pripravimo nadev. Na ta krompir bomo nadevali. Tukaj imamo skuto, malo kisle smetane, dodali bomo sekljan peteršilček, dodali bomo kašo, kašo smo tudi že prej skuhali, in pa eno jajce. Ta nadev zmešamo, seveda ne smemo pozabiti začimb, malo moramo soliti in pa malo popra. Dodamo lahko tudi kakšen muškatni orešček, lahko tudi papriko, čist po želji. Tole razmešamo. No tako, krompir imamo zdolben, oziroma krompir imamo prerezan. Zdaj pa še ta krompir malo zdolbemo, vsako polovico, in ta, kar nam ostane, to se pravi, kar je krompirja, damo lepo med ta nadev. In si pripravimo prilogo. Na nadevu smo dodali še krompir, ki smo ga izdolbli, skupaj zmešamo in sedaj ta nadev nadevamo nazaj v krompir. Krompir smo nadevali. Tak krompir lahko postrežete tudi sam. Ni treba, da je to kot priloga, mi jo bomo danes uporabili kot priloga, drugače pa to lahko, to je ena taka fajna večerja, pa lahko uporabite seveda lokalne sestavine, pa lahko to super naredite. Vzeli smo peki papir, dodala bom košček masla spodaj in vsak krompir posebej zavila v ta peki papir. To, kakor bi zavijali novoletna darila. In skupaj s papirjem položimo na pekač. Krompir imamo pripravljen, vsega smo lepo zavili, pečico smo ogreli na 170 stopinj, zdaj bomo pa ta krompir dali za 15-20 minut v pečico, da se nam še zapeče. Tako, krompir se nam peče, mi bomo pa med tem časom pripravili račja prsa. Kaj je pomembno pri račjih prsih? To je veliko hitreje pečeno kot pa cela raca, to je prvo, in pa kupimo jih že lahko tako pač pripravljene. Kar je pomembno je, da jih dobro usušimo z vseh strani, ker račja prsa imajo tudi kožo, vidite, vse imajo kožo zraven, in to kožo moramo mi obvezno zarezati. Zarežemo jo pa tako, da naredimo mrežo. Ne zarežemo mesa, ampak zarežemo samo kože. Vse koža je precej debela, tako da to ne bo težava. Ker če pustimo kožo nič narezano, nam bo raco skupaj stisnjeno in bo pol tako en tak, kakor en klobuk. Tako da to samo takole lepo naredimo. In še nekaj pomembno, da solimo samo po koži. Mi bomo dodali še malo timijana, če bi imeli svež timijan, lahko damo tudi sveži timijan. In tako imamo mi našo račko pripravljeno. Če pripravljamo, naprimer, zdaj bo novo leto ali tako takega kakšno večerjo, novoletno, to lahko naredimo tudi kakšen dan prej ali pa zvečer, pa to pustimo v hladilniku, pa se nam to fajn lepo prepoji in potem toplotno obdelamo raco naknadno. Račko bomo spekli. Raca ima sama po sebi precej maščobe, tako da z maščobo kar ni treba pretiravati.
Mi jo bomo pa vseeno spekli na malo našemu domačemu maslu. Maslo raztopimo v posodi. Račja prsa lahko pečemo tudi na več načinov. Sicer zdaj bomo v ponvi, ampak to, kar sem hotela reči, je pa tako na rdeče, to se pravi medium, rare, to se pravi skoraj čist, tako da je čist rožnate barve noter meso. Ker če raco prepečemo, če prsa prepečemo, je to čist suho meso, tako da tega ne priporočam oziroma spečite res tisti, ki ne marate, da je meso not malo sveže. Drugače je pa to čudovita delikatesa, tako da dajte probati tako, da boste na rare oziroma na medium spekli to račko. Tako. Prsa položimo vedno s kožo proti na ponev. Pomembno je, da sedaj, ko se peče na koži, ne obračamo in nič ne premikamo, samo mogoče malo ponev, drugače ne premikamo, ker če ne se nam bo prijel na ponev. To je res tudi pri drugem mesu zelo pomembno. Pustimo, da meso samo odstopi od ponve. In počakamo, zdaj to je tam 3-4 minute. Pri raci, glede na to, da imamo precej trdo kožo, oziroma precej močno kožo, je to sploh pomembno. Pa tudi mi res želimo imeti hrustljavo, zapečeno kožo račjo. Poglejte, kako lepo se nam je spekla raca, oziroma zdaj še ne vidimo. Ko jo bomo obrnili, nič nismo solili, nobene stvari nismo dodajali, samo 4 minute smo pekli, evo, obrnemo in čudovito, zlato skorico smo dobili na teh prsih naših. Ponovno pečemo 2, 3, 4 minute, odvisno, koliko želimo imeti pečeno, še na to stran. Na vsake toliko časa malo pritisnemo dol z lopatko, ali pa neko žlico, zato da se nam lepo in enakomerno speče in pustimo, da raca naredi svoje. Račke se nam lepo pečejo. Ne obračamo jih več, jih pa lahko s to maščobo, to se pravi mešanico račke maščobe in masla, takole polijemo po vrhu, s tem bomo dobili še bolj skorjasto in pa stalno grejemo, tako da se nam bo lepo tudi noter vse speklo. Če imamo termometer, lahko odmerimo središčno temperaturo, če hočemo imeti nekak medium, 56-57 stopinj Celzija naj kaže središčna temperatura na termometru. Če pa želimo imeti manj kot medium, to se pravi rare, pa kakšno stopinjo 2 manj, to se pravi samo okrog 50 stopinj. Naše račke so pečene, pogledajte, kako lepo, rjavo, hrustljavo skorico imajo. Zdaj pa še nekaj. Damo jih na krožnik, vzamemo ven, damo na krožnik, da se vsi ti mesni sokovi v raci lepo razporedijo, da nam naredi res okus tako, kar ga želimo. Pustimo oziroma pokrijemo raco folijo. Preden postrežemo, naj 10 minut takole počaka, ta čas se bo vse to lepo še naredilo, okusi se bodo sestavili in verjemite, res bo dobro kosilo. Pripravili bomo še omako in sicer bomo omako naredili iz te maščobe, kjer se je pekla račka, na zmerni temperaturi, ne preveč vroči. Malo imamo od račke tega od mesa, pa od zelišč, bomo dodali malo konjaka, lahko date tudi kakšno belo vino ali pa kaj podobnega in počakamo, da odstopi, kar imamo po dnu, da nam odstopi strah, da se že lažje meša. Dodamo malo jabolk, mi smo vzeli kozjanska jabolka, dodamo jabolka, povečamo ogenj, damo na višjo temperaturo in tukaj bomo dodali še sok pomaranče. To pokuhamo, omako imamo pripravljeno, jabolko so se nam podušali, zdaj koliko časa dušimo ta jabolka, je čisto odvisno od vrste jabolk. Ene se zelo hitro spustijo, ene se pa tudi ne, lahko to omako tudi s paličnim mešalnikom pretlačite oziroma spasirate, pa imate gladko omako. Mi bomo uporabili kar tako, kot je. Bomo pa dodali
Veste, Francozi pravijo, masla nikoli ni preveč, tako da bomo dali še majhno masla, da se nam bo ta omaka lepo posvetila. In omako imamo gotovo. No, zdaj pa še finiš. Še na krožnik moramo dati. Poglejte, kako se nam je lepo krompir spekel. Smo ga dali, ga bomo postregali kar na papirju. In danes smo se odločili, da bomo tudi račko kar na papirju postregali. Poglejte, super. Omako bomo dali spodaj. In zdaj spet ena stvar, ki je pomembna. Kako režemo račko. Vzamemo in jo režemo v šrek, to se pravi po stran. Ne celo, tudi nikoli ne damo kar celega fileja gor, ampak zmeraj režemo takole lepo po stran. Poglejte, kako lepe barve jo imamo. Super. Raco imamo narezano, pribemo in vse skupaj damo na papir in serviramo. Za sladico bomo pripravili jabolčni zavitek. Kozjanska jabolka, ki smo jih že naribali. Tukaj imamo vlečeno testo, o katerem bom povedala kakšno besedo malo več. Sladkor in pa moko za potresanje. Kot vidite, imam desko obloženo s krpo, tako da bomo na tej krpi tole vlečeno testo lepo raztegnili oziroma razvlekli. Vlečeno testo smo naredili ene 3-4 ure že nazaj, tako da nam je lepo počilo. Glejte, zakaj je vlečeno? Zato, ker se takole lepo vleče. Pravzaprav so to not samo 3 sestavine. Moka, voda, malo maščobe in to je to. To testo moramo res dobro zgnesti in pa ne sme biti pretrdo. Vlečeno testo smo razvlekli, malo se nam je tukaj strgalo, ampak nič zato. Zdaj bomo pa tele robove vse obtrgali oziroma obrezali. To lahko uporabimo še enkrat, spet malo pregnetemo, pustimo, da počije in lahko ponovno razvlečemo. Takole, lepo bomo, da ne bomo imeli trdih robov, bomo tole vse lepo obrezali. In zdaj imamo pripravljeno testo za štrudelj. Potresemo s predpraženimi drobtincami, potresemo testo, kar po celi površini, tako malo čez in čez. Drobtine smo prepražili na maslu, dali kruhove drobtice, jih rjavo zapekli. Tako, dodamo seveda jabolka. Jabolka smo že prej naribali, tako da so nam že kar nekaj vode dali. Jih dobro odcedimo, ker ne bomo vse preveč mokro. In razporedimo na 3/4 testa. To je pomembno. Na 3/4 testa, ne do konca. A vidite, drobtine smo potresli do konca, jabolka pa damo na 3/4. Takole. Kar bogato razporedimo. Vzamemo sladkor. V sladkorju smo dodali vanilji sladkor, potresemo. Zdaj, kako sladkamo, je pač po vaših željah, oziroma tudi mogoče malo od vrste jabolk odvisno, koliko damo sladkorja in pa potresemo s cimetom. To pa kar bogato, cimet nam da zelo dober vonj oziroma okus, zdaj so tudi časi cimeta, zimski čas, božični čas prihaja in tako da to. Potem pa zavitek zvijemo, ker se mu pač reče zavitek, ga zvijemo, začnemo takole od začetka, kar fajn na tesno in potem primemo krpo in s krpo zavijemo zavitek, trdo držimo oziroma pritiskamo zavitek k krpi po delovni površini in zavijemo v zavitek. Tako, zavitek smo zavili, pripravljen imamo pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem. Zakaj s peki papirjem? Ker veste, gospodinje smo rade malo komot, pa ni treba tukaj pomivati pekača, če daš pa peki papir, je pa to že pol dela narejenega in je dejansko manj pomivanja, če ne bodo jabolka ven ušla, če bo malo steklo ven tekočine, pa bo veliko lažje pomiti pekač. Štrudelj imamo zavit, lepo v pekaču
Na ponvi smo raztopili malo masla, maslo še polijemo čez štruce štrudla. Med tem časom smo ogreli pečico na 175 stopinj in damo štrudel v pečico za 40–45 minut. Naše kulinarično popotovanje po biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje je zaključeno. Pred nami so jedi, ki smo jih pripravljali. Pripravili smo pečeno račko z nadevanim krompirjem in pa jabolčni štrudel. Štrudel smo naredili iz jabolk, kozjanskih jabolk, ki so res simbol varovanja narave in nadaljevanje tradicije.